Sedaj pa se bi želela zahvaliti in jaz sem prepričana, da to ni samo moja zahvala, ampak da verjetno vsi čutite tako v svojem srcu. Želim se zahvaliti evropski poslanki, gospe Romani Tomc, za pogum, vztrajnost in pokončnost. Pobudo za peticijo in uspela 8. julija letos doseči sprejetje resolucije Evropskega parlamenta o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. S tem je bilo pred Evropo obelodanjeno, kako naša trenutno vladajoča leva politična sfera ignorira in onemogoča naša prizadevanja za ohranjanje spomina na zločine totalitarizmov, ovira odkrivanje izkop žrtev, predvsem pa onemogoča pokop žrtev ter zamegljuje resnico, brez katere sprava ni mogoča. Če pa bi želeli še malo bolj podrobno zvedeti, kaj vse je bilo potrebno za sprejetje te resolucije, vas povabim, da greste v arhiv Radio Ognjišče, kjer je bila preteklo sredo podaja Pogovor o in kjer boste zvedeli res vse podrobnosti, kaj se je dogajalo v Evropi. Sedaj pa vas, gospa Romana Tomc, vabim tule k meni na plato, da tudi vam izročimo eno simbolično darilo. Najlepše se zahvaljujem za to prijetno in nenadejano presenečenje. Mi je zelo v veliko čast, da lahko danes tukaj se pokažem pred vami. Lahko rečem samo to, da nimam pripravljenega kakšnega globokega govora. Veliko misli in duše sem pustila v Evropskem parlamentu, ko sem se borila za to resolucijo. Dr. Janez Zorec, hvala za vaše globoke misli, čudovit govor in seveda tudi posebej bi se zahvalila gospodu župniku, ki je v svoji pridigi bil tudi zelo jasen in imel zelo konkretne misli. Gospod dr. Zorec je omenil politično korektnost. Politične korektnosti ni. Če bi jo bilo manj tudi v takšnih institucijah, kot je ta, in bi bil seveda jasno prepoznan signal, kdo so tisti, ki se borijo za resnično svobodo slovenskega naroda in ki danes v bistvu bijajo resnično bitko za to, ali bomo Slovenijo ponovno postavili na zemljevid demokratičnih držav ali ne, potem bi vedeli, kako boste ravnali v prihodnje. Vsakdo je poslan nekam svoj poklic, nekim svojim poslanstvom. Meni ste očitno kakšno dobro leto nazaj namenili vaš glas v večini primerov za to, da dokončam to zgodbo v Evropskem parlamentu, ki se ji reče resolucija o ohranjanju spomina na žrtve komunizma v Sloveniji. Veste, resolucija ni kar tako. Resolucija je najmočnejše, kar premore Evropski parlament. In njem sedijo poslanci vseh držav Evropske unije. In Evropski parlament za veliko večino glasov sporoča slovenski oblasti zelo jasna sporočila. Veliko jih je, ne bom jih ponavljala,
kot rečeno, mnogokrat sem že pojasnjevala tudi na Radio Ognjišče, kjer so me prijazno gostili, ampak vsaj eno ali dve pa moramo omeniti. In to je, da zahteva, da Slovenija in njena oblast končno dovoli dostojen pokop in spomin na vse žrtve revolucije. In da je komunizem totalitaren režim, česar v Sloveniji še vedno nekateri niso pripravljeni priznati, in zato lahko zaključimo, da v Sloveniji, v srcu Evrope, v prečudoviti državi, deželi, revolucija še vedno traja, saj jo nekateri z vsemi močmi branijo. Ko boste imeli možnost odločanja, ko boste imeli možnost, da spregovorite z drugimi ljudmi, povejte jim, kaj je resnica in kaj smo dolžni narediti za našo Slovenijo. In to resnico je prepoznal tudi Evropski parlament. Sledijo naprej koraki tudi v slovenskem parlamentu, kjer upam, da bodo moji kolegi nadaljevali to zgodbo, prinesli resolucijo v državni zbor in soočili kolege na levici, ali bodo zavrnili celo tisto, kar so v Evropi rekli, da je popolnoma nesprejemljivo. Skratka, želim si, da bi ta resolucija ne ostala samo črka na papirju, ni bila za to delana, ni bil moj napor namenjen temu, ampak je bil namenjen temu, da se resnično kaj naredi. In naj bo to en droben korak k slovenski spravi. Upam, da bomo končno dosegli in zaživeli dejansko v svobodni državi. Hvala lepa.